Začenjamo Slovensko vojsko. Brez skrbi nismo zgubili še svojega zadnjega Pilatusa, smo pa verjetno pridobili nekaj novih vojakov. Kandidati, ki so se v juliju priključili novi plačani obliki prostovoljnega služenja vojaškega roka, so namreč blizu konca. Z usposabljanjem, ne z živci. Prostovoljci so zaključili drugo od 3 faz. Čeprav proces vključuje veliko jeze, žalosti, na koncu pa sprejemanja, na vojski zagotavljajo, da so faze usposabljanja drugačne kot pri žalovanju. Tam je namreč ključni dogodek procesa pogreb, pri vojaškem urjenju pa le, če si res slab strelec. Dajmo si pogledati, katere aktivnosti so vojaki izvajali ob koncu druge faze. Veliko število streljanj, potem so izvedli užig pripravo in užig minsko-eksplozivnega sredstva, odmet ročne bombe. To so tudi te vsebine, ki nam jih kandidati so pri takih aktivnostih tudi oni najbolj zadovoljni, si tega najbolj želijo. Bi verjel, da so to njihove najljubše dejavnosti. Noben še ni prišel z vojske pa rekel, najbolj so mi bile pa vse sklece, ki sem jih naredil. Normalno, da mi metanje granat bolj všeč kot metanje s posle. Še celo minister za obrambo, gospod Matej Tonin, je užival v teh simulacijah za ubijanje in to kljub temu, da je moral na koncu k spovedi. Mogoče gospod Tonin veliko bolj užival samo takrat, ko je urjenje promoviral. Promocija vojaškega poklica, med katero je takole v beli srajci obiskal tudi tankovsko brigado, je požela različne odzive. A odziv na intenzivno oglaševalsko kampanjo je bil več kot pozitiven, ugotavljajo presenečeno tudi v vojaškem sistemu. Kdo bi si mislil, da je pristop gospoda Tonina dejansko pomagal? Mogoče pa vse te vragolije na družbenih omrežjih pomenijo tudi, da bo gospod Tonin vložil kandidaturo za predsednika republike. Pazimo se, jaz rečem. Od kvačkanja na družabnih omrežjih pa k dejanskem kvačkanju. Našla se je skupina kvačkaric, ki bo naredila najbolj slovensko stvar. Postavlja rekord. Je 211 kvačkaric in en kvačkar danes zjutraj začelo največji vseslovenski kvačkarski izziv nakvačkati 212 občinskih grbov ob 30-letnici samostojnosti in se s tem vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Nisem vedel, da obstaja Guinnessov rekord za kvačkanje grbov. Če jim uspe ta rekord osvojiti, bodo v knjigo rekordov verjetno zapisane kar 2-krat. Prvič za kvačkanje grbov in drugič za osvojitev najbolj obskurnega Guinnessovega rekorda v zgodovini Guinnessovih rekordov. V izzivu je sodelovalo 211 kvačkarc in en sam kvačkar. In kako se je počutil on? Ja, kaj naj rečem? Grozno! Ne, šalim se. Super, ponosen. Edini moški. Super ponosen. Edine moške. Tako sem se na faksu počutil. Okrog mene stotine pridnih punc, ki so vse naredile, jaz sem si ga pa med tem kvačku pod odejo. Šal sem mislil, halo! Mislim, kaj je z vami? Dovolj seksualiziranja teh nedolžnih gospa, poglejmo si raje, kaj so na koncu z nami želele deliti. Mi se moramo pokazati, ker mi smo si poskrbeli za ta dan en lep spomin. Zato poglejte! Jaz sem mislil, da bo šlo tole v drugo smer na konc. Kvačkarice gone wild. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.